Spoštovane dame in gospodje, drage kolegice in kolege, lepo pozdravljeni v Arhivu Republike Slovenije na prvem rednem mesečnem predavanju v letu 2016. Na naše predavanje nas bo popeljalo v čas Prve svetovne vojne, Velike vojne in izkušenj Slovencev z Veliko vojno. Med nami pozdravljam kolego zgodovinarja Marka Štirca, sicer kustosa Muzeja novejše zgodovine Slovenije, ki je odličen poznavalec obdobja Prve svetovne vojne na Slovenskem in je tudi s televizijo Slovenija ob obhajanju 100 obletnic Prve svetovne vojne sodeloval v pripravi dokumentarnih filmov, tako da kolega Cveta. Jaz vas vse zelo lepo pozdravljam. Moram reči, da mi je, zahvaljujem se kolegom in kolegicam, da so me povabili v te prelepe prostore arhiva. Moram reči, da običajno pred predavanje nimam treme, da nas moram reči, da pred tem uglednim arhivskim prostorom imam pravzaprav kar nekaj treme. Takšna je bila tudi moja dilema, kaj pravzaprav danes vam predstaviti. Naslov sem dal seveda vse, kar smo imeli človeškega, smo izgubili v vojni izkušnjih letih 14, kar je seveda zelo široko in pravzaprav za teh 45-50 minut, kolikor se jih bom skušal držati, verjetno preširoko. Zadnje čase se pravzaprav intenzivno ukvarjam z nekako bom rekel z dvema stvarima. Eno je povedati vojno zgodbo skozi zgodbe oseb, skozi zgodbe izbranih ljudi, torej vojno izkušnjo preko zgodb. Ne zaradi kakršne mode, to je zdaj v muzejih zelo aktualno, ampak iz preprostega razloga, ponovati vodoma začenjam za najbolj dolgočasno statistiko v Soški fronti, s tem skušam zraven porušiti mit o milijonu padlih, ki je zelo trdoživ, predvsem med mlajšo populacijo, doživljamo to vsak dan. Kar rečemo številka 250 000 padlih na obeh straneh frontne črte, kar je nekje soglasij zdaj slovenskih, še vedno po cenah, ne po preštetih, soglasij slovenskih in avstrijskih zgodovinarjev, v nekje v razmerju 1:3. Ugotovimo seveda, da če to delimo na 29, 28, 29 mesecev, koliko je bojevanje na Soči trajalo, da gre za preko 8260 vojakov, kar z malo matematike, ki mi je sicer precej tuja, pomeni nekaj 287 konkretno vojakov na dan. Te številke sicer zgrozijo, če vemo, da gre to za številko prebivalcev Ljubljane, kljub temu pa pravi pomen dobijo šele takrat pravzaprav, ko jim najdemo imena in priimke, ko jim najdemo njihovo starost, ko najdemo njihove podatke. In seveda, ko pa enkrat pridemo do oseb, kaj se je dogajalo osebam, kako so oni vojno doživljali, pa seveda ugotovimo, da se pravzaprav ta velika splošna zgodba, če se malo drzem rečem, šolska zgodba, ki jo običajno predstavljamo, ki je povzeta kot neka sinteza vsega in vedno pelje k nekemu cilju, vedno ima neko prednjo črtno ost, se pravzaprav pred nami dobesedno podre in ugotovimo, da obstajajo pravzaprav samo kopica človeških izkušenj, ki pravzaprav doživljajo to, kar pač doživljajo. In to je pravzaprav to, kar bom začel. Poleg tega, ker smo seveda v arhivu, sem se odločil, da bom predstavil nekaj drobcev arhivskega gradiva, na podlagi katerega pravzaprav to raziskovanje vojne nastaja, malo bolj takšnega nenavadnega, ker muzeji naj bi ne hranili arhivskega gradiva, kljub temu smo prvič že kar dobro zbirko arhiva ali podedva, ali pa pravzaprav skupaj z, ko nam ljudje prinašajo predmete in tako naprej, dobivamo tudi drobce od seveda fotografij, za kjer smo izredno močni, do seveda raznih arhivskih drobcev, ki počrtujejo pravzaprav zgodbo predmetov. Seveda, nekje od 90 let naprej pa tudi intenzivno zbiramo gradivo pri družinah, v družinskih zapuščinah in zato bom danes začel pravzaprav za tole odpustnico. Gre pa seveda za črnovojniškega poročnika, slavnega doktorja Andreja Gusarja, in ohranjen je v Logatcu njegov, on je sam bil Logatčan, rojen leta 1887, ohranjen je njegov arhiv. Slučajno sem pravzaprav imel to čas, da sem ta dosti neurejen arhiv, ki je sicer na prvi pogled izjemno skromno pregledal in seveda v njemu ugotovil, da gre za zapis o zaključni zgodovini 97. Pešpolka, ene od teh
da rečem, slovenskih enot, seveda to uporabljam izrazito ne nacionalno, ampak v smislu vojakov iz nabornih območij, malce razširjene današnje Slovenije. In 97. popotni polk je bila seveda enota iz tržaškega območja, tretjinsko, slovenska, hrvaško, italijanska, zato je bila vse čas v vojni koaliciji in vedno smo seveda zelo skromne podatke na podlagi ruskega gradiva. Kaj se je pa dogajalo konkretno, je pa zapisal Andrej Gusar. To na drugi strani seveda govori tudi o tem, kaj se je zgodilo ob razpadu monarhije, oziroma kakšen je bil odnos do Avstro-Ogrske in tako naprej. Andrej Gusar je namreč aprila 1919 se začel intenzivno ukvarjati s svojim spominom, kar seveda ni bila neka njegova izbira, kar bomo v nadaljevanju pri piscih spominov videli, ampak preprosto je bila to prisila, ker je sodeloval v dogodkih. Domov je prišel 27. decembra 1918, takrat si je, to ste lahko videli tudi na tisti prvi odpustnici. Potem se je pa zgodilo to, da je zadeva prišla na sodišče. Prišla je na sodišče namreč zaradi preprostega razloga. Eno je bilo sum poročnika Pluta, da je postojil večjo količino denarja ob prevratu. Drugi je bil sum, da je v te dogodke bil, seveda nikakor ne v odtujitev denarja, ampak da je v same dogodke ob razpadu bil tudi Andrej Gusar in da je bil celo odgovoren za to, da je s svojim, takoj seveda poudarjam, da ne bo nesporazuma, s svojim izredno razumnim in modrim nastopom, ki je odražal potem tudi njegovo poznejšo delovanje na vseh področjih, pravzaprav za katere je bil zelo močen, da je pravzaprav s svojim delovanjem povzročil to, da je bataljon 97. polka pri umiku ostal brez polkovnega trena. Šlo je seveda zato, da polk se je znašel, oziroma bataljon, niso čisto jasno številčno, bataljon ali dva bataljona, je bil novembra ob razpadu monarhije, novembra 1918 na območju Odese. Na območju Odese vemo, da je imel že izkušnjo predhodnega upora v Radguni, zato bataljona niso želeli preveč združevati in so ga praktično, so vse vojake razdelili približno na 100 km območje, kjer so varovali progo na območju Birsule-Tiraspola. Poročnik Plut je seveda, vojaki so si večinoma želeli domov, kot vemo, nastopila je anarhija, nastopil je praktično bolševizacija celotne Ukrajine, Avstro-Ogrska je razpadla, vojaki so se pravzaprav znašli v starih uniformah, s katere so spontano snimali kokarde. Že novembra so jim, to je zelo zanimiv podatek, ki ga zvemo iz tega arhivskega gradiva, so jim dali oznake nove države, oziroma kraljevine Srbije, še stare oznake. Vojaki so v priliki, bom rekel, tega dogajanja tudi zagrozili, torej že mesec dni po razpadu monarhije, da bodo oznake ponovno dali nazaj in da namesto naloge, ki jo imajo, to pomeni naloga je bila varovati železnico, varovati skladišča, varovati določene objekte pred bolševiško revolucijo, pred bolševiki, da bojo stopili na stran bolševikov. Zakaj so pravzaprav vse te vloge in naloge sprejemali, je bilo seveda zaradi tega, da bi prišli domov. Tu je poročnik nastopil poročnik Plut, ki je pod pretvežo, da se pogovarja z romunskimi enotami, vse vojake združil na eni skupni lokaciji. Seveda potem se je pokazalo, da on z Romuniji ni nobenih stikov. Istočasno je prišlo do štrajka ukrajinskih železničarjev. Romunija je izvedla mobilizacijo, avstro-ogrskih vojske ni več puščala preko meje in polk je pravzaprav praktično še na prehodu z novembra v decembru ostal ujet pri Odesi. Jasno, da so nastale ponovno precej uporne razmere in nastopilo je seveda več variant. Ena varianta, ki jo je zagovarjal francoski veleposlanik v Ukrajini, je bila ta, da bi polk preprosto prišel v drugo službo na stran Antante, torej z novimi znakami in seveda bi ga poslali oni so vse čas uporabljali pojem, seveda varovanje različnih objektov, šlo je pa seveda za vlogo v zatiranju komunističnega upora. Na drugi strani seveda je bila varianta pač ostati in čakati na ta transport.
In v teh polemikah, ki so se dogajale, je vstopil dr. Andrej Gusar. Dr. Andrej Gusar, ki se do takrat ni vključeval, on je bil pravzaprav prvič poklican v vojno, v vojsko januarja 1915, ampak je vstopil v rezervi, v tem času je na Dunajski univerzi končal pravo in potem seveda ob pomankanju enot, bil seveda ob pomankanju vojakov v enotah, bil poslan v ta 27. pehotni polk. Zdaj njegova usoda med samo vojno ni znana. V teh polemikah, ki so tudi v teh zapisnikih, je seveda bilo tudi naglašeno, da on v bojih ni sodeloval, zato je zdaj glasen in tako naprej. Njegova glasnost je šla v to smer, da ko so vojakom prikazali le en način, kako priti domov in so jih v bistvu želeli izkoristiti pač za te nove cilje, je Gusar v bistvu izrekel ampak njegov se je glasil, da je približno naštel 4 možnosti, ki jih ima polk, da bi prišel čim hitreje domov. To je bil zadostni razlog, če zraven naštejem še težav s prevodom, ker je vse skupaj se dogaja v nemščini, prisoten je bil tudi že srbski časnik in dobesedno tisti, ki mu je prevajal časnik, je vršče sprašal, kaj je povedal in tako naprej. In potem seveda je tudi Gusar prispeval k umiritvi razmer in pa prispeval k temu, da je potem polk pravzaprav z ta ostanek polka po železnici prišel nazaj v domovino 26. oziroma Gusar konkretno 27. decembra. Za njega je bila vojna končana. V resnici se je začel ta sodni postopek. V tem času se je izvedel, da ne bi šlo za vsoto od 40-80 tisoč kron, ki ni bil poročnik plut uspravil v svoje žepe in najprej je bil Gusar poklican kot priča in potem so pravzaprav tako začeli nastajati te njegovi zapiski. Ker je Plut še vedno imel določeno vlogo v vojski, v 97. pehotnega polka je potem nastala Mariborska enota, ker so imeli pač mesto zborno oziroma nadomestni bataljon je bil vedno v Radgoni, je bolj vsa zadeva pravzaprav bila nekako zaključena. Seveda, ostali vojaki, od ostalih vojakov povratek domov, pa poznamo iz drugih rokopisov. Tukaj, če pozorno pogledate, vidite datum 7. julij 1919 in to je en spominski zapis Antona Maurija, ki je pravzaprav urisil to, kar pravzaprav v tej predhodni usodi polka manj, kar nisem povedal. On je pravzaprav že po tej diskusiji prišel na območje Gorice in pravzaprav opisal. Šel je preko Lebringa, ki je bilo pomembno taborišče prek Pragerskega in tako naprej. In je z drugim vlakom si je zapisal, z drugim vlakom sem na večer prispel v Lebring, kjer sem izginil v ogromno taborišče. Tam je bila zbiralna postaja za vse vračajoče sovjetnike tretjega kora, torej tretjega korpusa, barake so bile lepe in močne in tako naprej. Naš kader se je ravno tiste dni selil iz Radgone na Madžarsko in sicer v neko taborišče in sicer zaradi bolševiških izgredov. Iz Lebringa je torej šel ponovno na Madžarsko, potem je pa prijavil se je, da gre na dopust in po njegovih podatkih so vojaki, ki so živeli na območju razrušenega Posočja, so imeli podaljšane dopuste, tako je pravzaprav, bil je sicer z Goriške do konca, v resnici bi se moral povrniti v Črnomlje, ampak on je pravzaprav se vrnil v Goriško pa svojim sorodnikom, zaradi tega, da je dobil domnevno več dopusta. Seveda se je ta dopust potem spremenil v stalni prihod domov in Gorico je potem opisal. Naše stanovanje je bilo popolnoma kaput. Od cele hiše je ostalo le golo zidovje in kos strehe. Vrt je bil vojaško pokopališče, sicer italijansko pokopališče, veste, fronta praktično se je premaknila vojno črto, vse to Kostanjevice od avgusta, 9. augusta 16 naprej prek Gorice. In v kleti je našel par debelih min, kot ostanek, nobenega ostanka pohištva nisem zasledil in tako naprej.
razmer brez doma, Romar brez doma sem se napotil v mesto in drugi dan sem se odpeljal čez Ljubljano in Črnovo. Ruševine, seveda, ki jih je vojna zapustila, niso bile samo torej te konkretne sodne posledice, na ruševinah, ampak praktično celoten propad starega sveta, kot so ga vojaki ljudje poznali. Zdaj tukaj, kar vidite, je seveda na simbolnem nivoju lahko vidite legendarni spomenik 17. pešpolka na Monte Chiesi, 17. polka z napisom Hrastjo Maja na križ zvestoba Slovencov minine. Danes samo, da pravzaprav ta zvestoba je zelo hitro minila in njihove znaki na kapah, njihovo pokroviteljstvo Ota Habsburškega, njegovi zlati kodri so hmalo pravzaprav v tem obdobju sedeli na kahli, kot je vabil tale razglas na prireditev spominsko veteranov 17. pehotnega polka. Seveda časi, ki jih vidite na tej naslednji fotografiji, ki jih je Josef Rot malce kasneje, res da že pod vtisom pravzaprav nacističnega preganjanja Judov in tega, kar se je Srednja Evropa po razpadu Avstro-Ogrska spremenila, Josef Rot je na nekem mestu napisal, da direktno iz operetne predstave, kar je seveda absolutno prenostalgično in absolutno prelepo za vse težave, ki jih je Avstro-Ogrska monarhija imela, ampak torej direktno iz operetne predstave smo prišli v strahoto Prve svetovne vojne. Operetna predstava pravzaprav se je začela s temi mobilizacijskimi razglasi. Tukaj vidite fotografije. Zraven sem malce v tej najavi predavanja, sem obljubil nekaj drobcev iz našega gradiva, novih fotografskih. Tukaj vidite fotografijo iz odličnega fonda Jakoba Prešerna, katere last je sicer privatna zbirka, gospod izbiralec, tudi poznavalec odlikovanj Pavle Car. So pa lansko leto išli tudi odlični spomini Jakoba Prešerna, no Jakob Prešeren je bil ta fotograf. Mobilizacija je seveda bila, ta napoved vojne mobilizacije je bila ta ključni dogodek, ki je svet pahnil, da rečem, v pogubo, ki je prelomil svet, bom rekel, zdaj bi lahko 1000 poetskih in pesniških izrazov najdu in našteval, mitskih in tako naprej, kaj se je zgodilo. Dejstvo je, da vojaki res skoraj da poročno, operetno so takole z venčki se odpravili na mobilizacijska mesta in potem avgusta 1914 90% iz slovenskih nabornih območij proti Galiciji. No, tako je izgledal odhod iz Novega mesta, torej kot vidite še ne v uniformah, ampak tukaj gre za odhod vojakov 17. torej rekrutov 17. pehotnega polka na zborno mesto v Ljubljano. In takšni prizori, tukaj vidite Maribor, no, tukaj so fotografije, fotografski fond, ki nam ga je muzeju omogočila, da smo ga preslikali, dala gospa Angelika Hribar, gre za fotografski fond Henrika Plemenitega Oberreinerja, častnika 17. pehotnega polka, ki je pravzaprav poslikal odhode 17. sodeč po nekaterih napisih tudi 27. pehotnega polka proti vzhodnem bojišču, proti Galiciji, proti Striju. Kako je to, da rečem, zgledalo? Seveda, danes zgodovinopisje morda celo preveč sledi temu vojnemu navdušenju, ki ga je zelo hitro zagrabila propaganda, vojno tiskovni urad, ki se je že v tem obdobju pravzaprav selil iz Dunaja bližji bojišču, čeprav sem nikoli ni približal tako na bližino, pravzaprav, da bi se res lahko šlo pravo vojno poročevalstvo. Je pa seveda, tako kot vsi uradi birokratski, ki so povezovali civilno sfero z vojaštvo, so naraščal kot vojno propagandni urad. V njega so bili vključeni tudi Slovenci, vemo slikarja Ivana Valpotiča, no mimogrede, Ivan Valpotič je bil avtor tudi tistega cesarja Ota na kahli. No, Ivan Valpotič je bil eden od teh slikarjev, ki je pravzaprav bil zadolžen za Soško bojišče, v javnosti širši je znana tudi zaradi prevoda v slovenščini Alice Šalek, ki je kot ženska reporterka, poročevalka, prva pravzaprav poročevalka, tudi zato imela na eni strani kup težav, ne nazadnje z kritikom moško-feminističnim Karlom Krausom, ki seveda vojne ni malo, za razliko od monarhiji zveste Judinje Alice Šalek, ki je pravzaprav vzneseno pisala o
večnarodnem svetu, o cesarju in pa seveda pri tem, tudi zato, ker je bila ženska, bila na bojišču med visokimi častniki priljubljena, ker so se radi pohvalili in potem seveda obiskala nekatera prva bojišča. In ko je seveda ta zapis, to srečanje, osebno izkušnjo z to, kar so njej predstavljali kot prvo bojno črto, predstavlja v svoji knjigi Posočje 1916, je praktično en tak zelo pomemben vir tudi za poznavanje pravzaprav terena v Posočju. Zdaj, kako so pa ti vojaki sami doživljali, moram pa reči, da preden na samo doživljanje vojakov, bi tu uporabil lahko glas dveh vojakov, ki sta potem po vojni zapisovala svoje spomine. Eden je France Kočevar, ki je bil v tej množici Celjanov, ki je pravzaprav 12. avgusta z Tehar iz taborišča, vežbališča, vojaškega taborišča Tehar je šla v Celje na osrednji, takrat Hauptplatz, in seveda z venčki, z rožami, venčki, pospremljala se strani množice. Verjetno so precej nočne more se strani tradicionalno nemškega Celja, glede na to, da so s seboj imeli tudi po pričevanju Franceta Kočevarja različne samovoljno obešane zastavice. Tudi lahko očitno vidite slovensko trobojnico na železniški postaji v Celju, že v avgusta 1914, ko so se odpeljali proti Striju. In pa seveda iz Ljubljane nam je pa podobo ali pa zapis, kako je zgledal ta odhod zapustil stotnik 27. domobranskega pehotnega polka, stotnik Herman Widmar. Tukaj ga vidite na desni strani na sliki. On je opisal, da povsod po Ljubljani od Kongresnem trgu jih je spremljala množica. Predhodno so bile maše, v Ljubljani jo je daroval škof Jeglič, bile so maše, množica je pravzaprav bila vznemirjena. Danes vemo, iz literature obstaja duh knjiga Spirit of 1914, v kateri je podnaslov militarizacija, mit leta 1914, ki obravnava seveda nemško problematiko, kar vemo, da smo morda tudi zgodovinari prevečkrat verjeli in pozabili na tesnobo, ki se je med ljudmi širila. Tudi Herman Widmar pravi, kako so ga odeli z črno-žoltimi zastavami, ampak s prijatelji, ki so stali v pločnikih, se je pravzaprav spogledali in razumeli so se pravzaprav, da zadeve niso tako rožnate, idilične, patriotične in brez tesnobe, pravzaprav kot nam te slike in tudi te zapisi dajo misel, dajo vedeti. No, in seveda, tako so se potem odpeljali proti Galiciji. Herman Widmar je tudi zapisal zanimivo misel. Sem jo že večkrat citiral, da je bila vožnja deloma triumf. Triumf zaradi tega, kar se je dogajalo na vseh postajah, kjer so jim ljudje delili hrano, kjer so bile godbe, kjer je bil pravzaprav ves ta val patriotizma, ki je hitro prešel, bom rekel, v sovražno propagando in bom rekel v agresivno, najprej proti srbsko, proti rusko in tako naprej propagando. Potem pa seveda tortura zaradi tega, ker je vlak vozil nekje od 20 do 25 km na uro. Preden so prišli do Strija, so pravzaprav je bilo veliko zastojev. Pred Strijem so vojake, konkretno 27. domobranski pehotni polk, njegova enota, katere stotnik je bil, je pravzaprav potrebovala do 4 dni, da se je zbral na mestu. To pomeni, zgodovinopisje po razpadu Avstro-Ogrske je to predvsem bralo kot to anarhijo v vojni ali pa slabo pripravljenost. Danes vemo seveda po zapisih Konrada von Hetzendorfa, vrhovnega poveljnika štaba, da je to bilo pravzaprav načrtno narejeno, da se ne bi dali predvideti, kje se bodo vojaki izkrcavali. Dokaz za to je seveda tudi to, da je konkretno Konrad von Hetzendorf v nasprotju z mnenjem, ki ga imamo danes, bil takrat izjemno sodoben vojskovodja, ki je trdil, da kdor se začne umikati, kdor neha napredovati, kdor se zapople, kar je izredno zanimivo, če vemo, da je Prva svetovna vojna postala njena značilnost strelski jarek, pozicijska vojna, kdor se zapople, pravzaprav propade. Pravzaprav se začne umikati in propade. Vzor njemu seveda je bila vojna leta 1871, vojna s Francozi in zato je te dolge pohode vadil že pred letom 1914. Imamo ravno iz fonda
Henrika Oberreinerja imamo fotografije z manevrov in imamo pričevanje že takrat o vojakih, ki so se dobesedno padali v nezavest, se unesveščali in pravzaprav doživljali prave travme, ker so jih matrali s tem načrtom, da bodo v bistvu dobesedno z Jurišom pravzaprav pričakali rusko ofenzivo in jih seveda ne samo odvrnili od meje, ampak jih pravzaprav glede na vse predstave o staromodni ruski in tako naprej vojski, ki so se potem izkazale in tudi danes vidimo pravzaprav, da ne držijo več povsem temeljna raziskava. Normana Stona je že konec 60 let povedala, da stereotipi o ruski vojski glede njenega nastopa v začetku Prve svetovne vojne so plod seveda tudi povojnega razvoja in pa seveda to, vse, kar je bilo caristično, je mora biti pač automatično slabo, hierarhično, nemodernizirano, socialno neprevodno in tako naprej. In to so bili seveda tudi razlogi temu, kar se je zgodilo. Zgodilo se je seveda to sem en droben odsetek zgor dal od slovenskega vojaka, ki si je zapisal. Na njivah smo videli v zemljo zasajene puške, tako so štrlele iz rumenega glasja. Zgodilo se je to, kar je najlepše morda že kar malce pesniško, ampak zato nič bolj verodostojno označil Ivan Matičič v svojih temeljnih romanih. V temeljnem romanu oziroma s temeljnim spominu, v katerem je pravzaprav spomin na Prvo svetovno vojno tudi na Slovenskem preživel praktično vse do danes, take vojne si v bistvu nismo predstavljali. Ta razlika med tem, kaj se je vojska učila, kaj je vojska lahko izpustila, to, kar se je zgodilo. In od tukaj naprej to ni postajajo za same vojake, za samo izkušnjo izredno temni in mračnejši. Tukaj se pravzaprav začne poglavje, ki ga uvaja naš naslov. Vse, kar smo imeli človeškega, smo izgubili. To je sicer zapisal Jakob Zemljič, ki je z Radgone bil dodeljen 87. pehotnem polku in je potem maja 15 sicer se prvič z vojno pravo srečal v Posočju, kjer je najprej gradil seveda zelo slabe začasne zaklone in potem seveda 87. polkom na Dobrodobski planoti doživel pravzaprav spopad na Kraškem robu. Zelo nakratko, vsi vemo, ne bi ponavljal stvari, ki jih pravzaprav vsi vemo, le pokazal bi, da pravzaprav glavno orožje, poleg topništva, prilagojenega na pehoto, ki je v resnici vojake spravil v strelske rove, je na avstrijski strani seveda bil mitraljez Schwarzlose, na ruski strani Rusi uporabljajo več med drugim, tudi Fiat, Maxime in tako naprej. To je orožje, ki je pravzaprav kot posledica industrijskega razvoja praktično potem spremenili podobo bojevanja. Izgube v tem obdobju so bile grozljive. 17. pehotni polk, za katerega imam natančne podatke, je po umiku na Karpate, na prelaz Dukla, iz 5000 vojakov prišel na številko 500. Seveda, to pomeni, v tej številki so bili ranjeni, jeki, dezertirani, boleli, približno tam nekje do 18% v tem prvem valu mrtvih vojakov. Na te dogodke imamo kar nekaj, bom rekel, z dosta avtentičnih spominov, se da pravzaprav že v resnici skoraj da po dnevi, vsaj do avgusta, in pa potem seveda po ključnih drobcih tudi naprej rekonstruirati, kaj se je dogajalo z slovenskimi posamezniki. Vedno pa seveda dobivamo še dodatno fotografsko gradivo. No, tukaj lahko vidite Stanka Vražma. Če bo vse po sreči, bomo maja pridobili 500 originalnih fotografij v muzeji, bo tudi javna, bom rekel, donacija muzeju. Gre za Stanka Vražma, ki je za razliko od prejšnjih fotografov v narekovajih, ki so pač zaradi svoje, ali so bili častniki, ali so bili ljubiteljski fotografi, fotoaparate sabo nosili, ki je resnično bil fotograf, to pomeni, da je že leta 13 naprej se izobraževal, študiral fotografijo in v času vojne sočasno pošiljal v dunajske časopise svoje fotografije. Lahko vidite že po samih kadrih, da so fotografije precej kvalitetno narejene, da ga ni zanimala pravzaprav samo vsebina, ampak tudi motiv. Seveda, po sliku je pa potem
ko se je enkrat fronta pri preboju, po avstro-ogrskem preboju, k čemu se bom še vrnil pri Gorlicah, postavila, je pravzaprav sliko celotno to nastajanje avstro-ogrske infrastrukture in pa seveda vse to, kar pravzaprav mene zadnje čase bolj kot samo bojna črta zanima, to pomeni povezava zalednega življenja, zalednih sistemov pravzaprav s prvo bojno črto. To, kar vidite, pravzaprav je prevoz goriva, uporabljene so bile železnice, za bojno črto so pravzaprav nastajali sanitetni sistemi, kar je odlično predstavil v svojih raziskavah Miha Šimec. Vidite recimo primerjavo eno leto vmes med prevozi ranjencev in pa potem pravzaprav, ko se leta 16 pojavijo sanitetni vagoni, začne nastajati pravzaprav celoten sistem. Že septembra, če govorimo o vojni izkušnji, že septembra 1914 pride v Ljubljano prvi transport ranjencev najprej iz bojišča Balkana, drugi transport potem iz bojišča, iz vzhodnega bojišča in sodobniki se ob teh transportih spominjajo, da je pravzaprav bilo povsem drugače kot odhod. Popolna tišina, slišali se je le vozičke po Kolodvorski ulici, ki so odvažali ranjencov, ki jih je bilo toliko. Zdaj število vagonov, mislim, da je presegalo 20, to je bil največji transport, in v popolni tišini so se izkrcavali in praktično že leta 1915 v Ljubljani napolnili ne le vseh bolnišnic in vseh teh ustanov, ki so pomagali ranjencem, ampak v resnici praktično en velik del javnih ustanov šol. Okrnen je bil pouk v šolah zaradi združevanja razredov, tako da praktično že iz vzhodnega bojišča se je v Ljubljani bolj poznalo pravzaprav ne le, da je Avstro-Ogrska v neki abstraktni vojni za daljno domovino, v kateri tudi potem po letu 18 je bilo veliko kot izrečeno kot ta dvom, kakšen smisel so vojaki potem videli in tako naprej. Dejstvo je, da ta abstraktna domovina se je v bolj konkretno seveda premaknila s Posočjem že med septembrom 14 in majem 15, preden postanejo dežele današnje Krajinske, Primorske, praktično in še česa, postanejo del neposrednega zaledja armade pri bojnem polju, je praktično se vojno pozna v Ljubljani. V celotni, bom rekel, slovenskih deželah, če tako rečem, zgodovinskih deželah. Torej, ne le ranjenci, pridejo v Ljubljano begunci, poznamo primer Šmarca pri Kamniku. Tako da prvi begunci, ki jih prebivalci Krajinske pomagajo, so begunci iz vzhodnega bojišča, tako kot je vedno in tudi za primorskimi begunci, potem pozneje se je dogajalo, se zelo hitro začnejo težave. Vemo drobce o teh predsotkih, stereotipih, ki so v zvezi s tem širje, jih poznamo iz Frana Milčinskega in pa seveda iz skup drobnih zapisov pravzaprav vsi tisti, ki niso bili odvisni, ki niso imeli te možnosti, da bi od svojega dela preživljali v času vojne, je takoj. Prehrambena kriza se je praktično pa nakazovala že leta 14 z uvedbo krušnih kar, z maksimiranjem cen in pa potem seveda od leta 15 k leta 16 v zimi dosegli konc, so vsi tisti, ki so bili pravzaprav odvisni od dobrodelne pomoči, od begunskih taborišč in tako naprej, so bili zelo na slabem. Tudi primorski begunci se vojne, danes vemo iz raziskav dr. Marka Klavore, se vojne spominjajo z izrazom prekleti flihtigi, ki jemljajo kruh, lastnimi pletkov za lastne prebivalce. Tu se pa pravzaprav slovensko območje prvič sreča z povsem drugačno kulturo. Ljudje, Rusini, Poljaki, vse pravzaprav, kar živi v Ukrajini in kar seveda sproža na eni strani veliko dobrodelno pomoč, zbiranje pomoči. Vilma Brodnikova se je s tem ukvarjala, kako je to za dobrodelno izgledalo. Na drugi strani seveda sproža vrsto stereotipov, predsotkov, konfliktov. To, kar pravzaprav danes bi rekel polni potem ta vojni imaginarij, ki v resnici še ni povsem raziskan. Mi danes lahko pravzaprav le slutimo, kako so stereotipi, ki jih je propaganda gojila o italijanski vojski, o Italijanih, govorim seveda po letu 1915,
In pa že prej seveda o Italijanih kot teh verolomnih, nezanesljivih partnerjih, kako je pravzaprav vplivala vse do druge vojne in preko za izrazi lah in tako naprej. Zdaj, tukaj slika, ki jo imam pred seboj, je seveda slika umika proti Karpatom. Te fotografije so izredno redkejše. Zdaj vidimo, da jih je mnogo manj od teh velikih slik, na katere so vsi ponosni, ki jih radi kažejo. Seveda Avstro-Ogrska tako na balkanskem kot na vzhodnem bojišču po merilih uspešnosti, če rečem, Marko Simič me je nekoč popravil, da absolutno neham govoriti, da Avstro-Ogrska ni bila uspešna, ker v resnici vojna je nehala točno sočasno za Nemčijo in je pravzaprav pri vseh svojih razlikah pravzaprav relativno uspešno se držala praktično prek preboja do Kobaridu, vse do reke Tijave. V resnici, če gledamo uspešnost prek strateških načrtov, to pomeni kazenska ekspedicija na Balkanu in pa seveda izločenje pravzaprav Rusije, povsem ustaviti pravzaprav Rusijo, se je že tukaj pokazali pravzaprav, da je Avstro-Ogrska doživela velikanski zlom, umik na prelaz Dukla med današnjo Slovaško in Poljsko mejo, je pravzaprav ruski vojski že odpiral pravzaprav ravnine Ogrske proti Budimpešti. Padec Pšemisla, ki je svoje poglavje, je seveda bil posebno razočaranje. Pšemislo 6-mesečno obleganje, ko se je ruska vojska premaknila proti reki San za približno 150 km. In je potem Pšemisl ostal ujet v ruskem obroču, s tem trnjavskim obročem. Imamo tudi pričevanja Slovencov, ki so doživeli to obleganje, prvo pravzaprav tudi zračno pomoč, v katerem je sodeloval tudi, imamo tudi izkušnjo slovenskega vojaka, prekmurca Štefana Hozjana, ki je pravzaprav sodeloval pri tem projektu, z vso apokalipso, ki ga je potem spremljal na prvi dan po pomladnem dnevu, torej 22. marca, padec utrdbe v ruske roke, predvsem zaradi tega, ker so se enote preskrbovale, ki so šle na vojno proti Rusiji optimistično, da porast ni možen, so se oskrbovale z velikanskih zalog Pšemisla in ga seveda izčrpale povsem, kar pomeni, da je vojska prišla na rob lakote. In čeprav so vojaki, vemo, načrtno pokljali nekaj tisoč konj, jih množično pekli, jedli, tako da v zajetništvo niso šli preveč siti, je pravzaprav podoba vojske, ki je potem množično odšla v rusko ujetništvo. Vemo, da ekipa vojaška v Pšemislu je obsegala tudi približno 120 000 vojakov. In ta množica potem odide v ujetništvo in potem doživlja neko čisto posebno zgodbo, ki tudi še ni v celoti raziskana. Niti številčno še danes nimamo čisto ocen, koliko je bilo ujetništvo. In seveda, želja po osvoboditvi, po razbremenitvi Pšemisla je pravzaprav bila ključni cilj tega prvega nekajmesečnega bojevanja. Avstro-Ogrska je potem pravzaprav pri tem neuspešna. Borojevič, takrat se Slovenci borijo prvič pod Borojevičem. Borojevič takrat pravzaprav prevzame Hetzendorfu nasprotni načrt, ki ga seveda lahko uveljavi na Soči načrt defenzive. On pravzaprav neha s to ofenzivo, z ofenzivnim konceptom in potem na Soči je pa to pravzaprav zaradi pomankanja vojske bil edini način. No, dejstvo je, da to vidite porušene Gorlice. Gorlice so pojem, eden od teh simbolnih krajev, ki ga najdemo kar v nekaj objavljenih in neobjavljenih slovenskih zapisih. Tukaj vidite nemško-avstro-ogrske vojake, prva skupna ofenziva, ki potem nekje premakne Ruse praktično na izhodiščne položaje in s tem se tudi na vzhodni fronti začne klasična pozicijska vojna z vsemi, bom rekel, zaletnimi sistemi, kot jo poznamo na zahodnem, približno na zahodnem bojišču. No, to so te množice beguncev, ki v zaledju, ki pravzaprav v zaledju prihajajo iz vzhoda. Tudi te železnice, ki jih gledate, to je pri Kelcah praktično, to celoten sistem vojska izgrajuje, bom rekel, za potrebe bojevanja. In pa seveda povsod, ker ni bojne črte, tako na vzhodu, kot na
kot na Bosni in pa kot po predoru preko Baritu v Italiji seveda pride do nasilja nad civilnim prebivalstvom. Vemo, da predvsem v Ukrajini živi zelo raznorodno, versko različno prebivalstvo, med njimi je bilo veliko judov, veriških judov. To je fotografija iz fonda poročnika Maxa Peterlina, sicer legendarnega in enega najbolj odlikovanih in najbolj legendarnih vojakov legend svetega Gabriela oziroma Škabrijela. Gre pa za fotografijo z njegovega fonda, kdor pozorno bo bral spomine ali pa zapiske ali pa dnevnike, bo gotovo kako presenetljivo med prvo svetovno vojno ta vojni imaginarij se napolne za stereotipi o Judih. Namreč vojaki, nezadovoljni nad neuspehi, nezadovoljni nad tem, da množično zgubljajo svoje tovariše, kamerade, nezadovoljni nad tem, da se vojna ne neha, začno iskati seveda krivca za vojno. Najdejo pa seveda v vojnih dobičkarjih, v deruhih, v stereotipih, ki so pravzaprav že pred vojno bili izredno močni, ki so zelo razširjeni, ne glede na politične opcije, ki pravzaprav jih zelo dobro poznamo, tudi, bom rekel, iz slovenskega dnevnega časopisja, pravzaprav dobijo v vojni posebna plodna tla. Tukaj ne samo, da se nekateri slovenski vojaki prvič srečajo s pripadniki judovske skupnosti, ampak srečajo se tudi pravzaprav z nasiljem nad judovsko skupnostjo, so nad tem nasiljem zgroženi, imamo kar nekaj zapisov, pravzaprav, kako opisujejo in ruska in avstro-ogrska stran, sta si pravzaprav bile enotne v tej krivdi judov, ki so nekje na tem premičnem bojišču obstajali in na eni strani seveda kot civilisti, pač kot vsi civilisti bili žrtev vojne, na drugi strani seveda so pa doživeli pravzaprav zaradi predsodkov, ki so obstajali že pred vojno, še marsikatero dodatno težavo. Vemo obešanje vojnih vohunov, vemo pravzaprav razvijanje trgovin, posebej pravzaprav brez, bom rekel, razvijale so se seveda vse trgovine, ne? Ampak kar nekaj zapisov pa najdemo, da posebej judovska trgovina, ker ljudje so tisti, ki pravzaprav so vojno povzročili, ljudje so tisti, ki iz vojne služijo, ljudje so tisti, ki pravzaprav vojno nadaljujejo in tako naprej. In to presenetljivo je to, da teh zapisov, bom rekel, je tudi pri slovenskih vojakih, jih najdemo kar nekaj, tudi Matičič na nekem mestu pokaže zelo veliko posluha do primorskih beguncev in jih potem primerja z ukrajinskimi begunci, kjer med njimi najde predvsem dobičkonosne jude, pravzaprav, ki pač niso zanesljivi in tako naprej. Zanimivo je eno najostrejše stališče, če je to bral, je seveda Nuk hrani zapiske pesnika Skreda Andreja Čeboklija. Andrej Čeboklij pravzaprav že v kontekstu Prve svetovne vojne zapiše, da so judje pasma, ki bi se bilo pravzaprav treba znebiti. Zdaj imajo, če malo, ne da bi ga posebej izpostavil, ampak ta duh pravzaprav razmere, kako vojne razmere pravzaprav vplivajo v tem. Podobna situacija seveda se je zgodila v Bosni. Tukaj vidite načrt območja Podrinje. Kocijančič nam je zapustil vojak Kocijančič, oziroma bil je učitelj tukaj pri Krškem, vas pri Krškem na Kranjskem, in je seveda bil mobiliziran potem in eden od tistih redkejštev, bom rekel, poleg 90% vojakov, ko vidijo v Galicijo, množica Slovencev, seveda skupno bataljon Celjanov, 2 bataljona črnovojnikov in pa seveda posamezniki, danes ocenjujemo, da prek 50 vojaških enot pravzaprav so bili Slovenci v manjšem odstotku ali pa posamezniki. Eden tak pravzaprav je bil tudi učitelj Kocijančič in on je v teh svojih spominih napisal to svojo vojno izkušnjo Bosne. Tudi tu je seveda po prvih neuspehih Romanija planina, kjer se avstro-ogrska vojska umakne. Potem pa seveda, ko se v vojno vključi Bolgarija, Nemčija, je
frontne črte, bojne črte ni, razen začasni zakloni na obeh straneh in seveda civilno prebivalstvo je prepuščeno nasilju. Sam Dočjančič se zgraža nad različnimi dogodki, ki jih počnejo vojaki. Tukaj je tudi zanimivo, če se ukvarjamo z stereotipi med enotami, vidimo, da je ena zelo značilna poteza, da vsi vedno tudi na lastni strani vedno krivijo drugo. Običajno celo drugorodno enoto krivijo za vse tiste slabe stvari, ki jih med vojno vidijo, sebe seveda pravzaprav izvzamejo ven. Zelo redki so pravzaprav te samokritični zapisi. Hočem reči, če sosedna enota, še posebej, če je nemška v slovenskih očeh, ropa, je to seveda pač znak nekega teutonskega barbarstva in tako naprej. Če seveda lastna enota isto počne, to seveda počne zaradi lakote, ima pravzaprav nekih razlogov in opravičil, da to svojo pravzaprav dejavnost opraviči. No, tudi tu množica ujetnikov, med njimi tudi Slovenci, kar nekaj zdaj odkrivamo. Vlado Komše je napisal lansko leto, je šla knjiga o ujetnikih, ki so se skupaj z srbsko vojsko umaknili, pravzaprav ujetnike so sabo vzeli do otoka Krfa in potem so jih pravzaprav na italijanske otoke pošiljali. In tam so pravzaprav ena najtrših taborišč tudi za Slovence. Še danes nimamo čistočno številk, koliko Slovencev je tam umrli, lahko jih ocenjujemo vse na nekaj 100, ki so praktično se vračali leta 1920 in živeli v neznosnih razmerah v času vojne. Zdaj seveda sem se s takšnega malo drugačnega vogala približil Soškemu bojišču, torej tu, kjer je današnji naslov, resnično izgubili smo vse, kar smo imeli človeškega. Tukaj vidite ta kraški rob, neutrjen, Avstro-Ogrska ne želi izzivati Italije, še leta v obdobju med leta 14 in 15 ne gradi pravzaprav nekih posebnih zaklonov. V Kobariškem muzeju je lansko leto išla knjiga inženirja, ki je leta 14 in 15 pravzaprav bil zadolžen, da utrjuje. Seveda so se resna utrjevanja začela praktično šele tik pred začetkom spopadov, zato so prve naloge pravzaprav vojakom bile, da se izkopljajo do slaba zaklonišča. In seveda, če pomislimo, da je po ocenah nekje do 30 bataljonov Avstro-Ogrske vojske bilo v začetku spopadov, da je italijanska vojska kmalu dosegla nekje 400 tisoč vojakov. Je seveda vprašanje, glede na to, da vemo po referenčni literaturi, da nekje za preživetje enega vojaka na prvi bojni črti je bilo zaledju potrebno 5, po nekaterih ocenah, če upoštevamo infrastrukturne gradnje in po vse, kar je vojska zgradila do 20 vojakov, si lahko le predstavljamo, kakšno bojišče je nastalo v zaledju, da je omogočalo pravzaprav bojevanje. V zaledju nastajajo praktično velikanski sistemi. S tem seveda ne trdim, da bi lahko številko 400 tisoč preprosto množili s 25, da bi dobili mravlišče, ki je bilo v zaledju. Seveda vsekakor je pa to še potrebno pravzaprav še zelo veliko raziskovalnega dela, da bomo ugotovili, v kakšno mravlišče se je spremenila pravzaprav zaledje Soškega bojišča, v katerem vemo, da je sodelovalo nekaj 10 tisoč ruskih ujetnikov, vemo, da je prek Ljubljane šlo prek 70 tisoč, prek karantenske postaje na Rožanskem gradu, prek 70 tisoč italijanskih ujetnikov. Vemo, da je pravzaprav nastajal celoten sistem železnic, celoten sistem žičnic, da je samo preko po raziskavah Tomaža Butkoviča pravzaprav zaloga med 200 in 500 tonami dnevno prek Bohinjske Bistrice do prve bojne črte v Krnskem zaledju bilo potrebno pravzaprav dnevno 500 ton materijala za normalno funkcioniranje, si potem lahko mislimo, kakšen zagon na bojišču je bil potreben. Zdaj, med temi novejšimi fondi, ki jih v muzeju imamo, moram reči, smo pridobili fond Jana Trdina, sorodnika od Jožice Trdina, od Jože Trdina. Tukaj tudi vidite, da je v Trst, učiteljici v Trst poslal tole razglednico, sicer pa tudi sorodnik od legendarnega Janeza Trdine, služil je v precej nenavadni enoti, tukaj sicer ga vidite na tem prvem portretu, ga vidite kot poročnika
domobranskih enot, domobranskih enot so pa zelo malo dodelili v 10. oklopni bataljon, vlakovno oklopni bataljon, ki je vozil tukaj na območju Beljaka in Kanalske doline. Na tej sliki spodaj pa vidite pravzaprav Kanalsko dolino, Vučjo vas, Ponteva, kako je prizadelo italijansko rušenje. No, med njegovim fondom tukaj morda prepoznate podobo, ki je ena bolj znanih oseb, bom rekel, gre za seveda Julius Pugija, ki je na tem območju deloval in ga je Jan Trdina sam slikal, 59. gorska brigada na območju Viša in montaža, kjer je kot prostovoljec se pravzaprav javil v avstro-ogrsko vojsko. No, moram reči, eden od mitov, če že večkrat rušen mitov v prvi svetovni vojni, je ta, da Julius od Pugija je veliko stvari objavljenih, njegova identiteta nekje na presečišču 3 narodov ga seveda ni odvezovala, ni želel pravzaprav, ga ni odvezovala od tega pravzaprav, da ne bi delil veliko avstro-ogrskega patriotizma, namreč on sam je kljub temu, da je bil že precej v letih, se je javil pravzaprav na avstro-ogrsko stran in tako naprej, ker seveda sploh ni videl niti Trsta, niti Julijskih Alp na obeh stranih in zahodnih in vzhodnih, pravzaprav zunaj avstro-ogrskega ozemlja. Celotna ta multikultura, ki je z avstro-ogrsko razpadla, z vsemi konflikti in težavami, ki jih je imela, pravzaprav je bila seveda v tej drugačni identiteti tudi domovina Julius Pugija, za katero je bil pripravljen pravzaprav nekje svoje ostarele usluge dati. Je pa potem ob koncu vojne, kot vemo iz njegovih zapisov, ko je sodeloval v neki rekvizicijski komisiji v Furlaniji, ko se je fronta premaknila za reko Pijavo, je pravzaprav potem zaprosil za dokončno upokojitev. Razlog za to je bilo seveda tudi to, ker je videl, kako neusmiljeno je to rekviriranje in odvažanje pravzaprav prebivalcem, da hranijo vseh zmogljivosti, ki so jih pač imeli. Tukaj je pravzaprav, moram reči, tudi delil neko empatijo, ki je zelo prisotna med Slovenci, če govorimo o vojni izkušnji na Slovenskem. Namreč, po tistem zmagoslavnemu vzdušju preboja, cesar Karel na poti proti Ljubljani, cesar Karel pri Borojeviču, armada se premika proti Vidmu, Gorica svobodna in tako naprej, je zelo hitro pravzaprav prešlo v nekem, da rečemo, nezadovoljstvo ali pa gnus nad tem novicami, ki so prihajale v Ljubljano v zvezi z nasiljem, ki se je v ozadju tega, da rečem, veselja nad koncem Soškega bojišča nadaljeval nad furlanskim prebivalcem. Vemo, da Franjo Lečinski napiše, kaj bo, če bojo prišla Benetke pod vojaško oblast, mislim, da zelo zapiše teh barbarov. Vemo, da zdravnik v Gorici pri oblasteh se pritoži nad vojsko, ki ropa po Gorici, v kateri se po njegovih besedah obnaša kot vojska, ki je prišla na neko okupirano območje, ne pa da je osvobodila pravzaprav enega najlepših gotoviških krajev Avstro-Ogrske, na kar mu seveda oblast odgovori. Oblast, govorim novembra 1917, tistih apokaliptičnih razmer, preboja, kjer po noči gorijo ognje, kjer vojska po kleteh išče hrano in pijačo, kjer se pravzaprav preostali prebivalci skrivajo pred tem, kjer mu oblast pravi, kdo bo ustavil vse te tolpe, ki so se ropani navadili pravzaprav že v Galiciji, zdaj jim pa ti dopovej, da so pravzaprav doma. No, in veliko tega, so te novice prihajale v zaledje, ki je lahko rekonstruirano po zapiskih, je, da pravzaprav je bilo nekaj nezadovoljstva, tako da zadeve niso to. No in tukaj se je zanimivo, no, Jan Trdina je pisal, kdor je bral knjigo Pozabljena polovica, je lahko, kdor je bral knjigo Pozabljena polovica, je pod geslom
je pod geslom od Ane Majer Kanski lahko naletel na zapis o tako imenovanem Palačinka klubu. No, tukaj v virih imamo dokaz, da tudi Jan Trdina, ki je bil ranjen, je šel potem v bolnišnico na Dunaj in na Dunaju je potem srečal Ano Majer Kanski. Ana Majer Kanski je imela zelo dobre stike z družino prijatelj, spoznala se je z Stritarjem in imela je seveda Palačinka klub. Ta Palačinka klub, ona je bila kemičarka, zelo velike delala v laboratoriju, se družila s študenti in tako naprej, ker je bila lakota, velikanska lakota, tudi na Dunaju. Od Berlina do Trsta, v bistvu so bila mesta na robu lakote. Zasledi se celo podatke o zlorabi, da rečem, človeškega mesa, zaradi tega, ker je bila taka prehrambena stiska. No, oni pravijo, da so kar kuhali na teh kemičnih borilnikih, laboratorijskih raznih stvari in tako potem ustanovili ta legendarni Palačinka klub. Ana Majer Krajski je sicer imela tudi prijatelja istrskega poslanca in je potem sodelovala, prek tega je bilo dostopno, da je prišla na prvo zasedanje potem majniškega parlamenta, na katerem je Anton Gološec prebral to slavno majniško deklaracijo, da vstopam v veliko zgodbo skozi Palačinka kluba. No, in seveda, tukaj zdaj v samem zaledju posebna tema, dr. Rokstar Gal se zadnje čase aktivno ukvarja z njo, problematika prehrane. Opozoril bi vas samo tukaj na nekaj droben vir. Ženski dnevniki so izredno redki. Seveda, ko govorimo o zaledju, o civilih in tako naprej, pridemo do tega gradiva. Roza Simončič iz družine Šlebinger je ohranila, Breda Ilich Klančnik je lesnica, je ohranila en tak, nikoli zelo gostobeseden dnevnik, ampak so pa ene take zabeležke. Kar je padalo v oči je to, da je že od 80 let je družina tehtala otroke in imamo tukaj tudi teža otrok leta 14, moja teža, koliko je tehtala, in potem leta 19 in 15 in tako naprej. In mogoče določeni podatki nam celo pokažejo, da trditve o tej prehrambeni stiski pravzaprav držijo. Najdemo jih seveda tudi drugje. No, to sem samo tako dal zraven, tole od Marije Remec, varčno kuharico in pa med fotografijami seveda bi upozoril, da smo pridobili en zelo zanimiv fond Karla Česnika, ki je bil na Bovškem, na območju Rombona, bil je v 27. graškem polku in pa v drugem bosanskem hercegovskem polku z nekim slučajem, no tukaj ga lahko tudi vidite, z nekim slučajem se je pravzaprav rešil, da ga je nekdo zamenil, da ni šel v Galicijo, je pa seveda potem izkusil Soško bojišče, ker je imel seboj fotoaparat kot poročnik, je potem v bistvu nam zapustil zelo veliko, zelo zanimivih prizorov tega vsakdanjega življenja, neposrednega zaledja, to pomeni zdravniški pregledi in tako naprej. Tudi sam je bil strasten kadilec na nobeni fotografiji praktično, ki so jo z njegovim fotografom naredili njegovi tovariši, ni brez cigarete. No, tisti vlak v začetku, ki je peljal, je tudi njega peljal proti Tirolski, zaradi tako imenovane kazenske ekspedicije. Tukaj vidite en izborček, seveda, zelo obsežnega fotografskega fonda od Jožeta Marjetiča na temo 17. pehotnega polka. Vidite tudi spomenik o zvestobi, ki smo ga videli na začetku, in pa pravzaprav grobovi, ki jih danes ni več. No, to so zapisi Karla Česnika. Tukaj vidite en tak značilen prizor, on je ta s cigareto. In pa 17. pehotni polk pri prisegi Karlu, novemu cesarju, tukaj ga lahko tudi vidite, Karla večkrat obišče Soško bojišče, no to je prisega že pod Monte Chieso. No, eden od zanimivih kosov gradiva, ki smo ga zadnje čase dobili, je tudi dnevnik Nika Hlebca iz 8. pehotnega polka. Zanimiv zaradi tega,
ker je, kot lahko tudi preberete na temu, kar imate tu gor, ki je pravzaprav eden redkih tudi Slovencev, ki je poleg vojakov 26. strelskega in 7. koroškega pehotnega polka doživel preboj preko Baridu in si ta spomin pravzaprav v te svoje drobne zapiske tudi zabeležil. Ne prinaša sicer nič novega v tej vednosti, kako je vojska, pravzaprav kako se italijanska vojska, nič novega, kot recimo lahko beremo v Francu, Arnejcu, pa pri vojakih ali pa v zgodovini 26. strelskega polka, no, ampak dodaja pa en tak drobec. No in tukaj vidite še en vir, ki je zelo pomemben za poznavanje zaledja, je kronika kateheta Andreja Ažmana v Postojni. Postojna seveda je za samo zaledje ključno mesto, ker je tam Borojevičev štab. Tukaj spodaj vidite obiske Karla, ki jih je bilo kar nekaj, fotografski fond hrani Goriški muzej. Borojevič je običajno odšel k vojakom na Soško, Cita je odšla po ženskim dobrodelnim društvom, k dobrodelnim društvom v zaledje. To seveda za sama društva vedno sploh ni bilo najbolj ugodno, razen tega seveda, da so dobile veliko podporo vzgoraj, kar je okrepilo nabiranje denarja in pomoči. Neugodno pa ni bilo zaradi tega, ker vemo recimo za Ljubljano, da so 2 dni prej pri enem od obisku praznili koridorje ranjencov in tako naprej. Tudi vojaki teh inšpekcij višjih nadrejenih niso bili pretirano veseli, zato lahko najdemo v teh zapisih kar nekaj zapisov, ne zato, da oni ne bi bili patriotski in tako naprej, posebej cesarjevega rojstnega dneva, so povezovali s tem, da se ne glede na vremenske razmere ure in ure čaka na visoke goste, ki potem podelujo odlikovanje in tako naprej. No, tukaj je Andrej Ažman pa v svoji župni kroniki zapisal, kot vidite, 3. november 17, to gre za slovo Borojeviča iz slovenskega ozemlja, iz Postojne, kjer se zahvali prebivalcem vojakom za vso podporo, za vso v bistvu seveda malo znal tudi polaskati prebivalcem, pohvali seveda vse te enote slovenske in tako naprej. Seveda je pa tukaj tudi zanimivo, da se je to zelo hitro v zaledju poznalo pri povečanju materialu, ki je prihajal iz izropane Furlanije. Praktično iz tega vira lahko zberemo, da se je prodajalo vse, od obleke do klavirja in tako naprej, kar je vojska nosila in načrtno pravzaprav in verjetno tudi omogočala preživetje v zaledju, to je treba reči. To so vse bili pravzaprav, vemo, da in tako, bom rekel, zasedba Romunije, kot pravzaprav zasedba Furlanije je pravzaprav okrepila delo aprovizacijskih komisij, ki so bile pravzaprav že precej izčrpane. No, tukaj se je potem vojaški stroj počasi ustavil, vidite tipična slika Pijava, poplavno območje Pijava, prek Tilmenta in pa iz fonda Maxa Reša, ki ga hrani Gorenjski muzej, vojak 27. demografskega pehotnega polka, razmere tik pred zadnjo ofenzivo, junijsko ofenzivo. V njej so bili zajeti številni češki državljani oziroma češki vojaki v avstro-ogrski vojski, ki so prišli v preteklosti na italijansko stran in so jih množično obešali, vemo iz kar nekaj virov, tudi v veliko, bom rekel, zgražanje, predvsem slovanskih vojakov. Vse to je pravzaprav utrjevalo, da je v ta vojni imaginarij pravzaprav prihajalo vedno več uporniškega duha. Vemo, da med 7 velikimi upori, ki so se zgodili pomladi 1918, so bili pravzaprav trije upori slovenskih vojakov. Enega se sicer še vedno lastijo Italijani, kar je sploh zanimivo za zgodovinopisje, kar bomo morda še več v diskusiji, kako si pravzaprav zgodovinopisje prilašča dogodke. Po letu 18 so bili upori vojakov izrazito razumljeni kot posledica nacionalne emancipacije. Po letu 45 so jih brali izrazito seveda kot vpliv Sovjetske zveze, oktobrske revolucije in kot vpliv ujetnikov. Mi danes vemo seveda, da se je to vse izrazito prepleta, da je to bilo vse povezano in da je pravzaprav najbližji dejstvom verjetno to, da je pravzaprav sama vojna bila tista, ki je generirala vse te posledice, ki jih lahko beremo v ruski revoluciji, ki jih lahko beremo v vsem tem, v tem nezadovoljstvu, ki je potem seveda tudi tu povzročil upore in pa to, da je praktično celotna Srednja Evropa bila praktično na robu upora, na robu zloma, na robu propada. To, kar pravzaprav smo na začetku videli
pri Andreju, pri zapisu Andreju Gosarju. Povratek domov, tukaj seveda, če sem začel morda celo z navidezno malce nostalgičnimi toni v smislu operetno po Jozefu Lotu, bi lahko seveda tukaj rekel, da te vojaki, ki so prišli s to svojo pozabljeno izkušnjo, ki jo zdaj odkrivamo, ki zdaj skušamo nekje dati glas, ki zdaj skušamo dati besede, tudi sami niso bili nostalgiki, ampak so bili predvsem zlomljene osebe, ki so si želeli spremeniti, ki so iskali neko novo. Ne poznam dr. Andreja Gosarja tako dobro, da bi se seveda to poreč. Kljub temu sem pa z nekim delčkom, to, kar sem prebral, prepričan, da je tudi njegov nov družbeni red pravzaprav nastal iz zavesti, da je treba nekaj spremeniti. Da je treba neke stvari premakniti v smeri človečnosti. Glede na to, da je tudi on pravzaprav bil potem minister, da je pravzaprav skrbel za socialne stvari, bil to njegovo to, je tam v njegovi zapuščini kar nekaj knjig, ki se dotikajo, ali kako ravnati z vojnimi žrtvami, ki se dotikajo invalidov, kako pomagati invalidov, pač kot del tega splošne socialne skrbi v deželi. In te vojaki, seveda, njihove zgodbe so bile del tega. Vemo, vse iz enega vira vemo, da so vojake, ki niso zdržali tega nečloveške dehumanizacije na vojni črti, da so jih zdravili z elektrošoki. Na drugi strani iz filmskega arhiva Avstrija vemo, da obstajajo posnetki potem vojakov, ki imajo dobesedno gibalno fizične težave zaradi tega iz psihičnih razlogov, ker tega niso zdržali. Zanimivo je, da celo legendarni Freud je pričal, če se na koncu vrnem na sodišče, ker se je na vojnih stvari je bilo pravzaprav na sodišču zelo malo. Ampak ena od teh je bila tudi, da so veterani, ki so bili deležni elektrošokov, elektrokompulzivne terapije, da so pravzaprav tožili državo zaradi tazga ravnanja. In kot priča je nastopil tudi Sigmund Freud, ki je zatrdil, da je psihoanaliza pravzaprav alternativa tem metodam, pogovor in tako naprej, da pa seveda je metoda njegovih kolegov sprejemljiva in da je pravzaprav bila za določene stvari povsem v redu. No, kar je zelo zanimivo, veliko verjetno je tudi stanovska solidarnost prevladala na tem. Če rečemo seveda pot domov, tale zemljevid leta 1933 ga najdete v spominih Martina Muca in ga imamo na razstavi tudi pot domov, on ga je narisal. Zaradi mačehovskega odnosa kraljevine SHS, tako do slovenskih vojakov v Avstro-Ogrski vojski, doma, do veteranov, posebej pa seveda do ujetnikov v Italiji in do ujetnikov v Rusiji, so se nekateri vračali iz Italije še leta 20, nekateri pravzaprav prez vzhodnega bojišča, praktično preko celih teh dolgotrajnih potopisov, praktično vse do leta 27, kot je v primeru Martina Muca, ki je prišel v svojo rojstno Metliko kot berač, brez vsega. Žena je bila mrtva od leta 23, s tem, da se je 22. leta poročila in on je praktično bil ne oseba. Torej ne samo, da njegova izkušnja ni prišla v učbenike, da njegova zgodba ni prišla v ta, da rečem, dominantno naracijo, ampak v resnici se je moral dobesedno boriti, da so ga priznali, da je živ. Tu na Kamčatki, tu na teh območjih od Blagoveščenska, od Mandžurije do Blagoveščensk, tu je najdejši doživel, bom rekel, tudi vso tragedijo ruske revolucije, je potem se naučil jezika enega plemena na Kamčatki in je šel med zlatokope. Kot je vedno pri ustnih virih, tudi sam se zavedam, ko verjamem na besedo marsikateremu zapisu, ki ga piše, se zavedam omejitvah, ki jih ima seveda brez arhivskega gradiva preverjen zapis. Tako tudi lahko pri Martinu Mucu le slutimo, da je nekje v hlačah ušito v Marsej in potem do Metlike prinesel kakšen košček zlata, kar seveda dokazuje tudi to, da je zelo hitro v 30 letih odprl modno krojaštvo Muc in se postavil na noge. Mnogi seveda nikoli niso, zdaj sem povsem na koncu 2 minuti,
Mnogi nikoli niso pravzaprav te vojne izkušnje premagali. Anton Grafik je še v 30 letih, tukaj vidite, hodil po bojiščih in raziskoval, kje je bil. Jakob Prešeren, nažalost, izdajatelj spominov, ni poznal našega fonda in niti ni sodeloval s sorodniki, da bi pravzaprav vedel, da obstajajo vsi te fascinantni posnetki, kjer je on na te prosojnice narisal položaje enot in vse to, kar v svojih spominjih opisuje, ampak to je v bistvu delo v 30 letih, kar pomeni, kako močno je bilo. In pa seveda vsa ta produkcija, ki je nastajala dobesedno za predal. August Objančič je seveda imel to srečo, jaz se ga povsem ne znam, zdaj ne vem, koliko si njegova poezija zasluži pozornost, njemu je uspelo leta 38 izdati v samozaložbi te spomine. To, kar danes večinoma odkrivamo o tem, kar danes pripovedujem, je pa seveda v rokopisih, za katere veliko neki sorodniki niso vedeli, da jih pravzaprav vojaki pišejo. Prvi spomenik slovenskim vojakom, če ne štejemo v Rogu pod Bangotom spomenika, ki je posvečen tudi vojakom 27. domobranskega pehotnega polka, torej tudi slovenski, je seveda po letu 91 bil zelo primerno zbrano padlim vojakom na Škabrielu, no tudi morda zraven lahko še dal spomenik na Šmihelu, torej na vrhu, na Debeli griži, 7. koroškemu prehodnemu polku, ki ga pa danes nihče ne prepoznava kot slovenskega, ker so ga postavili koroški Slovenci v nemškem jeziku. Tako da tu glavnina seveda, še vemo, da največ padlih med prvo svetovno vojno je pa seveda v vzhodnem bojišču, v Galiciji in ne malo kdo med njimi, pravzaprav ali pa manjši del med njimi in je dosegel ta, da takole, da ima z imenom, s priimkom, s činom in z vsem pravzaprav da je naveden. V največjih pa seveda še vedno leži nepokopanih na teh obširnih poljanah, kjer pravzaprav še danes ob obdelavi pol, ob spreminjanju namennosti zemljišč, to smo zvedeli iz arheologov na Poljskem, pravzaprav dnevno odkrivajo množice trupel in jih skušajo pravzaprav čim bolj pietetno pokopavati na najbližjim vojaškem pokopališču. Se upravičujem, ker sem presegel svoj čas, čeprav sem si danes zastavil, da bom spoštoval. Hvala vam za pozornost, seveda sem pa zelo na voljo za vaše vprašanje. Imam še kondicije, torej, če imate tudi vi. Hvala. S tem sicer se da nikoga nisem mogel predstaviti, samo da Mene nekaj zanima, ko ste omenil Galicijo, a sploh obstojajo kakšni dokumenti o teh vojakih v Galiciji, ker jaz pa mislim, moje rodovine je eden tam padel, imam so dokumentacijo, da sem dobila iz arhiva z Dunaja. Zdaj pa, je sploh še kakšno pokopališča, sploh se da kakšni dokumenti dobiti, kaj se pravzaprav dogaja? Ja, moram reči, da Dunajski vojni arhiv je seveda izjemno bogat. Zdaj zadnja leta, predvsem moram reči, po dokumentarni seriji, ki je bila, je v Muzeju novejše zgodovine ogromno se na Muzeju novejše zgodovine Slovenije ogromno ljudi obrnili ravno s tem vašim vprašanjem, to zelo konkretno z imenom in s priimkom svojcev, kar je pokazalo, kakšen problem je, da v Sloveniji pravzaprav še vedno nimamo centralnega registra, seznama. Zdaj nastaja pod okriljem Inštituta za novejše zgodovine na podlagi pravzaprav vsega, kar se je v preteklosti izbiral, nek zametek, da bi dobili nek tak centralni register, kjer bi se lahko vojake iskali. Jaz moram reči, da jih napotujem, da jih opozorim na to, katere podatke ne skušajo zbrati, ker še tako malenkosten žig na razglednici, rojstni podatek,
se ve, kakšen polk je bil in tako naprej, ali je bil vojak ranjen, ali je bil odlikovan, to izredno prispeva na Dunaju, da se sploh lotijo iskanja. Zdaj na Dunaju računajo sicer vsako iskanje, ki ga upravijo oni 38 €, kar je precej neugodno. Zgodilo se je, to so nas ljudje, ki smo jih mi napotili na Notendorfer Gasse na Dunaj, se dogaja to, da jih pravzaprav zavrnejo jaz sem malo domneval, da so imeli zelo veliko navala v teh stoletnicah in jih zavrnejo seveda z obrazložitvijo, da ne bi države hranile po sukcesiji, hranile arhive pri nas, da ne se obrnejo na Ljubljano in tako naprej, kar je pravzaprav v bistvu ne drži. Mogoče bomo še kdaj presenečeni, da bomo kakšno tako zadevo kje našli, sam pa mislim, da ne. Največ arhivov še vedno hrani Dunaj, organizirano seveda pa ni po mobilizacijskih okrajih, ni organizirano po polkih, ampak je organizirano po kartotekah vojakov, po padlih, po ranjenih, po odlikovanjih. In seveda, oni pač to potem, če je sreča, se najde svojcem seveda vrata povsem odprejo, sicer pa mislim, da za določeno gradivo bo zdaj v stoletnici iztekal. Ker meni jaz imam tu že 10 let doma, da so oni meni to poslali, malo najprej na Mačarskem, v eni vojaški šoli, pa še pa gora, ne? In sem vsem dokumentacijam poslali, vse, še koliko je bil velik, pa se to... In ni bilo nobenega začnika? Ne, oni so meni poslali, ja, vse, tako da zdaj vse vem, kaj je on bil in vse, Pa ste med tistimi redkimi srečneži, ko to dobijo? Ker seveda te bil navaden vojak, verjetno, da sem jaz se to dobila. Ne, to je v bistvu, če je ohranjena kartoteka, pa če je ohranjeno arhivsko gradivo, pa če je podatek dobi kakšen zadetek. Zdaj zanima, če je kaj v tej Galici, kaj je posebej napisano, oziroma a je kakšno pokopališče, ki so bili gor pokopani ali... Zahodna Galicija, to pomeni današnja... Mislim, da piše Novo mesto, da je. Ja, Zahodna Galicija, Malopoljska, današnja, je zelo dobro raziskana. To so ta bivša območja Avstro-Ogrske, kjer je v 80-ih letih nekje tako kot pri nas bil ali pa mogoče z majčkom zamude, glede pri nas na prve raziskovalce, z majčkom zamude se je pri njih začel ta val raziskovanji in rezultat je bila, da so naredili popis pokopališč, naredili so sezname padlih, tudi muzej v Tarnovu je izdal neko zadevo, tako da tam pri njih je lepo urejeno, tudi pokopališča bi si skoraj poreči, da so nekatera, kar sem jih pač uspel obiskati, da so nekatera zelo pietetno urejena, smo najdeli celo šopke gor, šopke, sveče in tako naprej. Do nekaterih seveda, saj bo režiser Valentin Pečenko, ki z nami sedi, bo potrdil, do nekaterih na Karpatih, ko smo se dobesedno izgubili, ne samo nismo našli pokopališča, nismo našli niti vecere. Torej, Zahodna Galicija, Malopoljska je relativno lepo urejena in se da dobiti. Moram reči, da smo s podatki, ki jih imamo, zdaj imena družine, ne vem, sem bil pa zelo vesel 3 tedne nazaj, se nam je zahvalil, mi smo na njega v resnici že pozabili, ampak se nam je zahvalil, ker je na Češkem v Opavi, bom rekel, prek iskanja, prek Poljske odkril grob od svojca in prišlo je do tega, da je potem v sodelovanju z češko vlado so mu omogočili, da je na spomenik na tem pokopališču ob dokazu, da je res njegov dedek tam pokopan, je postavil ploščo in nam poslal fotografije. Druga zgodba seveda je pa Ukrajina. Jaz moram reči, Ukrajina mi je sicer mnogo manj znana, se prav veliko njej ne bi mogli govoriti, kolikor pa slišamo v Ukrajini, kolikor pa to, je pa pravzaprav še vse zelo v povoju. Torej, še ni seznamo pokopališč, dediščina je bila še bolj poškodovana kot pravzaprav na Poljskem, tako da vse skupaj je pravzaprav še za raziskovanje. Tudi mislim, da še ni bilo enih resnih povezav z ukrajinskimi ustanovami v smislu lokalni muzej in tako naprej. Mislim, da to mogoče še v prihodnosti. Bil sem presenečen, da sem ugotovil, da neki Poljaki z ukrajinsko stranjo, nekoč istega območja ne sodelujejo, tako kot bi bilo tradično. Hvala. Ja, Jaz bi pa tole vprašanje, kjer bomo zelo ta naslov, ki je bil na začetku naveden, kaj smo izgubili v zvezi s človečnostjo v prvi svetovni vojni, nekaj dialektično odvrnil. Kaj smo pa pridobili s
s to izkušnjo s tem imaginarije prve svetovne vojne, v kateri smo govorili, predvsem v zvezi, ali pa zato, da bi osvetlili to, kar se je dogajalo, potem ne podjema vojna, še verjamem potem, da je pa druga samo nadaljevanje prve, kaj smo pridobili s tem, s to samo zavestjo, da se moramo upreti, če hočemo sploh obstati, v drugi svetovni vojni, ker če na hitro preračunamo, so bili mladeniči leta 18 stari tam, recimo 20 let, kar jih je preživeli, leta 40 in so imeli izkušnjo z ubijanjem. Kaj je to pomenilo za mednarodno podnebje Slovencev tega časa? Ja, zdaj, niti si ne bi upal pravzaprav reči izrazito slovensko. Jaz mislim, da tu smo Slovenci bili del enega evropskega procesa in če poskušam v bistvu odgovoriti, mislim, da se v celoti še vedno ne zavedamo celotnega vpliva prve svetovne vojne, ki ga živimo na vseh področjih. Ki ga živimo od, bom rekel, miselnega področja, ki ga lahko najbolj banalno začnemo, od, bom rekel, sistemov vojne propagande, sistemov mobilizacije, sistemov kontrole, sistemov povezanosti civilnega življenja z vojaškim, sistemov militarizacije. S tem si, da jaz, ko začnem, moram reči, že zadnje čase sem že mečkam previden, ker smo prvo svetovno vojno zelo vzeli. Bom rekel, je kot nek dogodek, ki dobesedno pade z nekega praznega prostora. Prva svetovna vojna seveda ni iz praznega prostora prišla. Prva svetovna vojna je pač, ima svojo predzgodovino v industrializaciji, bom rekel, v vseh teh elementih, pravzaprav je vrhunc pravzaprav nekega razvoja. Če sem malo, da rečem, ciničen, kar po naravi nisem pravzaprav, ampak pravzaprav je vrhunc tiste vere v napredek, kjer so ljudje mislili pravzaprav, da so s tehniko pravzaprav vse rešili in da meje pravzaprav ni več. Da gre samo vse, samo še hitreje, še boljše, da se da vse samo pospeševati in tako naprej. In v prvi svetovni vojni se je ta vera povsem zlomila. Zdaj, alternative so bile različne. Alternative so bile lahko povsem konzervativne, ki so to vero videli. To vemo iz Paul Fazla in, bom rekel, te njegove smer raziskovanj, ker je vojna sprožila en kup predmodernih reakcij. Bom rekel, en kup so ljudje pravzaprav spoznali, da ta materialistični svet, napredek, ne nazadnje, vsa ta vera v človeka, da ni tisto pravo. In so šli pravzaprav v druge vrednote. Na drugi strani seveda, v razmerju si ne upam soditi koliko, v drugi strani seveda je ta zlom pravzaprav izrazito bil postal kritičen do starih hierarhij. To posebej pri vojakih, pri teh milijonih vojakov, ki so v tem sistemu okroženja videli, čeprav zaledje je povsem spremenjeno, čeprav zaledje, kot jaz večkrat rečem, kavarna že dolg nima več, tudi v Ljubljani, ne smetane, še celo mleka ne. Mleko je praktično le na recept, da rečem. Čeprav je zaledje povsem spremenjeno in ljudje povsem traumatizirani, ljudje še vedno sedijo v kavarnah, o vojni berejo iz časopisov. Na Dunaju, četrti dunajski pehotni polk postavi v Pratru postavi strelske rove, da si jih meščani predstavljajo, kakšni so. Kar pomeni, vojaki, ki pridejo v to, se v tem svetu pravzaprav ne počutijo dobro. Te stare hierarhije niso v redu. To vidimo pri Remarku, vidimo pri številnih avtorjih. Marsikdo, zdaj ne tako seveda konkretno v teh zapisih, ampak res slutimo lahko, da so se bolje počutili ponovno med podganami, v blatu, v umazaniji, v tem razčlovečenju, v strelskih rovih, kjer so delili si vse, solidarno, se borili skupaj za življenje in smrt in pravzaprav tam iskali določene alternative. Zdaj, kakšne so pa alternative bile? So pa seveda nekatere od njih, kot vemo, bile v tem, da so militantne obrazce tovarištva in strelskih rovov prenašali v zaledje. Zato ni slučaj, da 20-30 leta so popularne uniforme, ne? Imamo množične telovadbe, ne zdaj, da rečem telovadbe, ne da bi hotel telovadno društvo, kakorkoli, ampak
Celotna Evropa se na nek način militarizira in išče novega človeka. Ne nazadnje, začel sem z gusarjem, išče ga gusar, močno utemeljeno na krščanstvu, na kompromisu, kako ne podreti trga, pa ohraniti socialno pravičnost, kar je še danes izrazito aktualno. Na drugi strani, seveda, ga pa iščejo v še večji moči človeka in tako naprej. Iz tega potem pride, ne nazadnje, Mussolini, vemo, da je bil med tistimi, ki so umirali za sveto italijansko zemljo. Vemo, da Adolf Hitler nikoli ni pravzaprav, nikoli v svojem življenju ni pozabil na poraz, ki ga je doživela Nemčija in po njegovem mnenju poraz, ki se je zgodil v Zaledu. Celotno svojo zgodbo je naredil iz tega. In če damo na to, da je vse, kar se je v Evropi dogajalo, vključno z Nemčijo, posledica tega, da prva vojna, ki ne bi bila vojna, ki bo rešila vse probleme sveta, deklarirana je ta vojna, v času, ki je še vedno vojno razumel kot nadaljevanje politike z drugimi sredstvi. Ampak ta vojna ne bi bila tista, ki bo probleme, ki tako in drugačno politiko generirajo, ne bi jo odpravila. V resnici je prinesla pa en kup novih težav. Med temi težavami bila seveda tudi Versajska mirovna pogodba. Bil je tudi diktat Nemcev. In tukaj je dala pa obrazac, ki ga pravzaprav ta militanten obrazac, ki je en, bom rekel, dosti konstitutivnih elementov tega vojnega imaginarija, ki se pravzaprav ni premagal. In pa seveda, dala je tudi bogato izročilo upor slovenski, vsekako, dala je bogato izročilo, bom rekel bolj abstraktno, za Camillovega upornega človeka, ki je potem seveda na različne načine iskal to dejanjanje človeškega. Ne. To, mislim, da je to. Sicer pa, zdaj, zgodovina čejev, bijev in takih stvarih preprosto nima in jaz jih ne uporabljam. Ne? Ampak mislim, da Prva svetovna vojna je ključen dogodek 20. stoletja. Vemo, ne nazadnje imamo reference za to. François Furet, legendarni analovski, ihasovski zgodovinar, predstojnik šole v Parizu, on jo je direktno primeril s francosko revolucijo, pa se s prvo vojno v resnici sploh ne ukvarjal. Ampak primeril jo s francosko revolucijo po tem vplivu. On je bil seveda pod otisom teh mitov po letu 18, ki so tudi v Franciji. Ne? Tega mi v bistvu ne poznamo. Pri nas je nastala nova država, ki se je večinoma odpovedala pravzaprav. Ne? Se je naslonila na mitologijo kraljevine Srbije in tako naprej. Mogoče še najbolj je res ohranila pravzaprav mit upornika. Za v isti čaj, da glavni spomenik prve vojne je še v Ljubljani, Perucijev, dolinarjev, Ljudenburški junak, ljudi znan kot, torej vojak, ki je bil namenjen padlim vojakom 7. pehotnega polka, danes večinoma ljudi, ali pa so ga v preteklosti poznali kot spomeniki Ljudenburškim žrtvam, torej upornikom, ne upornim vojakom, ker to je bila tista identitetna točka, ki je dolgo časa živela. S tem je treba reči, da tudi uporov v vojski noben sistem, pa nobena vojaška uprava nikoli ni v celoti vzela brez rezerve za svojega. Ne. Tukaj je vedno bil en presežek, da rečem, v tem upornem človeku. Torej človek, ki svoje življenje postavi za to, da bi prekinil nek nesmiselen dehumanizirajoč stroj in da bi pravzaprav naredil neko človeka vredno življenje. Zdaj, kaj pa je to človeka vredno? Pa vemo, da so alternativi je bilo veliko, pa da pravzaprav so doživljale pač take zaključke, kot so doživljale. Ostaja je pravzaprav pa tista podlaga militarizacijskega posega v družbo, če se upam biti majčken drzen, ki je pravzaprav postala samoumevni element vseh sodobnih držav. Torej, a sem odgovoril? Ne, sem je v tem. Če smeti samo... Ampak to je sedaj zadnjo pripombo, prosim, potem bomo počasno zaključili. Ni vprašanje, je samo eno tako drobno navodilo. V publikaciji 1551 iz leta 37 je v treh nadaljevanjih ena zelo zanimiva in tudi zabavna, moram reči, polemika med doktorjem Gusarjem in med vodjo tedanjih slovenskih komunistov, ki jo je seveda naslednji tudi napisal in žal je bil knjige o doktorju Gusarju,
kjer pa na koncu ta, rekel, gospod komunist, ugotavlja, da pravzaprav bi vse lahko z postavljenimi tezami ali pa nameni kar dobro strinja, če bi vsi resno mislili, da to samo je tako, to bo tisto mnenje, da je to sam najbrž. Pa tudi njegovo stanje, recimo potem, ko je ljubljanske bogate meščane nabral iz tako imenovanih socialnih stanovanj, da je potem nikoli več bil minister, je zelo povedno. Torej, najlepša hvala kolegu Špekcu za tole zares zanimivo predavanje. Kot rečeno, ogledali ste boste lahko ponovno na portalu History, sicer pa vas vabim ponovno 25. februarja na predavanje kolegi Jurija Odrezja o položaju kmetov v zgodnjem novem veku. Zahvaljujem se še enkrat vsem, ki ste sodelovali in pomagali pripraviti današnje predavanje, predvsem pa tudi Jani Žindešič-Golec, ki je soodrednica tega projekta v Sloveniji. V nadstropju nad nami, v drugem nadstropju, si lahko še ogledate razstavo o orvalih, arhivarijo meseca, na travniku pred arhivom pa priložnostna razstava o vseh desetih obletnici osrednjega slovenskega državnega arhiva. Najlepša hvala.